Dober dan. Živijo. Z malo širše perspektive na svet pogledala, ne? Ja, deva, no. Tako, ne, pred mesecem nazaj, ne, se je v Turčiji končalo izredno stanje, ki je bilo politične narave, vojaško-politične, ki je bilo posledica puča, poskusa državnega udara, ki ga je izvedla vojska oziroma eno krilo vojske. Pravkar se je pa Turčija znašla v nekem novem izrednem stanju, tokrat ekonomskem. Vtis tako, da to kar dramatično spreminja silnice geostrateške na neki točki tega globusa, ki je izjemno občutljiva, ne? Se pravi, točka je pa Evropa, Azija, ker je za ekonomsko krizo odgovorna odločitev ameriške administracije, da kazensko poveča carine v razmerju do Turčije. Ne, je seveda še tretji kontinent v to vpleten, zadeva ima svoj odmev potencialni v arabskem svetu in seveda Rusiji. Ne. Kaj se zgodi, če se Turčija destabilizira? Ja, to se pravi, da so se zelo odmaknila od notranje politične teme, je pravzaprav razlog ta, da se ta pravzaprav je za zdaj nekje zasidrala v pač neki koaliciji petorčka z Levico, a ne, in bo pač v petek verjetno ta vlada nastala in tako naprej, ne. Predsednik vlade bo nastal, ja. Predsednik vlade bo nastal in od tod za enkrat nič novega, ne. Ampak je pa dejansko tako, ne, Slovenija je zdaj na presečišču dveh velikih varnosti ali pa nevarnosti, ne. Eno je stabilnost Evropske unije kot prvič političnega, drugič pa monetarnega sistema, ne. Drugič pa begunsko vprašanje niti za Slovenijo, niti za Evropo ni karkoli, ne. In Turčija oboje simbolizira, ne, zaradi tega, ker se je zdaj zgodilo, da turška lira je zdaj kolabirala že vsega skupaj za 40%. V enem letu, ja. No in to je veliko, zdaj za 20% samo v zadnjih dneh. V zadnjih dneh, ja. Vse skupaj je pa videti, kot da gre za nek spor, tak skorda osebne narave med Erdoganom pa Trumpom, ne. Verjetno, da ni tako, ne, ampak videti pa je tako, ne. Namreč, ne vem, zdaj bolj informirani časopisi po svetu se razpisujejo pač o tem, kako sta se dobila na štiri oči in je pač Trump zahteval nazaj evangeličanskega pastorja Bransona, ne. Ja. Seveda, Erdogan je pa prej zaigral to igro, ker on hoče svojega klerika, ki ga ima za terorista in v ozadju teh, ne, prekocuških dogodkov z vojaškim udarom, ne, in se skriva pa v Ameriki. No, on je rekel, v redu, zdaj sem vam pa jaz enega protestantskega pastorja zaprl, vi imate pa tudi enega klerika, zdaj pa zamenjamo klerika za krelika. Tako kaže se tako na prvi uč, kot da dejansko je ta Branson postal nekak žrtev neke taktike menjalne, ne. Pol je bila naslednja stvar, da je pa Erdogan očitno hotel rahlo popustiti, pa reči, v redu, dajte pa eno turško aktivistko, ki jo je pa Izrael zaprl, ne, in je obtožena sodelovanja s Hamasom, ne, dajte jo nazaj, na kar je menda Trump rekel, ja, ampak jaz hočem videti akte dobre volje, ne, o tem, da bo Branson prišel nazaj v Ameriko in do tega trenutka se to seveda še ni zgodilo, ne. Spet ozadju, a ne, vsega dogajanja je pa grožnja močnih evangeličanskih skupnosti, da ne rečem lobijev v Ameriki, ki podpirajo Trumpa, ne, da če se Turčija ne poda in jim ne vrne njihovega klerika nazaj, da bo Turčija to dobila v obliki hudih povračilnih ukrepov, no in to se pa zdaj dejansko dogaja. Tako da, če te stvari zdaj premešamo, se pa lahko pogovarjamo, koliko je to platforma za religiozno pač dogajanje ali ne mara odzadaj za kakšne druge interese. Tega pa ne vemo. Mogoče celo Trump na ta način lahko nastavlja mino v Evropski uniji, ne? Ker če se Turčija destabilizira, pomeni, da mi dobimo spet potencialno 2 milijona beguncev na mejo, ne?
Evropska unija spet na valu desnic, to pa je interes Trumpovega okolja, ne, da desnice prevzamejo Evropo. Tisto, kar vidimo, to, kar vidimo, je spominja na barantanje na bazarju. Točno to. Pravi, ti dam eno glavo, če daš ti meni eno, ali pa rajš tole. Ampak v resnici, po mojem, je smiselno gledati pravzaprav, kaj je za logiko tega barantanja z pastorji, kleriki, aktivistkami in tako naprej. Kaj je Turčija? Turčija je vratarka Črnega morja. Se pravi, in neposredna soseda pri Siriji, in ima neko razmerje do Rusije. Ampak tako, ko gre za razmerje do Rusije, je Turčija tista, ki nadzira Bospor. Ali gre črnomorska flota čez Bospor ali ne, je odvisno od Turčije, turške vloge v NATO, ki se s tem krha. Hočeš, nočeš. Vendar je Turčija tudi vratarka Bosporja v smislu prehoda nekaj milijonov, potencialno nekaj milijonov beguncev iz bližnjega Srednjega vzhoda, ki ne predstavljajo v tolikšni meri grožnje Evropski uniji zaradi same fizične številčnosti, pač pa zaradi tega, ker neka grožnja... politično podobo Evrope. Tako je, se pravi, potencialna grožnja prihoda beguncev, ki postanejo spet vidni, da strahovit pospešek radikalnim desnim silam, ki so morda zdaj nekoliko ustavljene, ker je begunski val manj viden. S tem, ko postane spet viden, dobijo te sile lahko nove pospeške, ki pa vodijo definitivno v to, da se Evropska unija dezintegrira. Na drugi strani je pa tako, da Nemčija ne sicer da simpatizira z Turčijo, je pa dala jasno vedeti, ker tudi nekaj nemških novinarjev je tam zaprtih, oziroma nemških državljanov, ki so turškega porekla, seveda, ampak so nemški državljani, je dala jasno vedeti, da ona recimo je zainteresirana, da Turčija je stabilna. Zakaj? Zato, ker so velike evropske banke tam zelo izpostavljene prvič, Drugo, kar je pa tudi, ko je lira zanihala, je tudi evro zanihal. In tega se Evropska banka, centralna in pa vsi drugi dobro zavedajo. In Angela Merkel je preprosto rekla, da so oni zelo zainteresirani za to, da se Turčiji bodisi pomaga, bodisi da se stabilizira nazaj, kar pomeni, da ni pripravljena skupaj potegniti z Trumpom, čeprav je pa diplomatsko rekla, da pričakuje, da se bosta ona dva dogovorila. To se pravi, da se bo Turčija dogovorila za ZDA, to se vedno reče. Ampak je pa postavila nek pogoj Turčiji, namreč, da ne pusti centralni banki njihovi avtonomijo, da ne moreš politično dirigirati centralne banke. Se pravi, gre za to, da je diplomatsko izražena zahteva središča Evropske unije, kar Berlin je, da je ta monetarna veja oblasti v Turčiji avtonomna in da ni pod izrecnim neposrednim nadzorom Erdoganovih ljudi, čeprav je Erdogan že svoje sorodstvo recimo infiltriral v finančno ministrstvo. Ja, zanimivo je tudi to, da brez dvoma so Trumpovi načrti pač zelo široko potezni in zelo ambiciozni, ampak ne smemo pa pozabiti, da on na drugi strani odpira fronto za Kitajsko, zelo tvegana poteza in hkrati seveda zdaj že ponovno tudi z Rusijo, ne on, ampak kao administracija. In zato je interesantno, da se ni odzval Putin, ampak Medvedjev, zato tudi Trump ni najavil sankcij proti Rusiji v zvezi s salisburijskimi tistim strupom, živčnim strupom, novičokom, to se zdaj zaostruje.
In je prav zanimivo, ne, kako se odziva, oziroma Medvedev se je odzval na administracijo, Putin se odziva pa na Trumpa in Trump na Putina. Putin pa Trump se hvalita, medtem ko administracija pa Medvedev se pa grajata. Ne. Ampak istočasno je pa Rusija rekla prvič, da ker je že prevzela obrambne sisteme od Rusije, oziroma raketni obrambni sistem, da v tem primeru, če jim Američani ne bodo izročili njihovih F, ne vem koliko, kjero serijo, že, se pravi letalskih lovcev, pravi, jih bojo pa Suholi vzeli iz Rusije, ne, ni problem, ne. Kar bi seveda postavilo staro zavezništvo pod vprašaj in seveda Stoltenberg se je potegnil nazaj kot šef NATO pakta in je rekel, to mi jemljemo kot spor med dvema prijateljskima državama, to se NATO pakta ne tiče. V resnici se ga pa še kako tiče, ne. Vprašanje samo ga NATO pakt prizna, da je tukaj faktor, ali prizna, da v resnici ni več faktor, ne? Da so nacionalne države večji faktor kot pa zveza. Ampak dejstvo pa je, ne, da je Rusija te dni najavila, da bo še do konca očistila Sirijo in to skupaj z Bašarjem, in Turčija lahko stopi na vlak urejevanja Bližnjega vzhoda po ruski meri, ne? In naredijo nove koncesije, nova zavezništva so tukaj možna in za Združene države Amerike verjetno neugodna, domnevam, ne? Če bomo na drugi strani imel še vojno za Kitajsko, trgovinsko vojno s Kitajsko, in mislim, da bo kar odnehal za trgovinsko vojno z Evropsko unijo pa z Kanado, ne? Mislim, da bo to dal v drugi plan, ne? Ker s celim svetom se pa vendar ne more kregati, ne? Kam pa bo prišel s tem, ne? Čeprav je pa po drugi strani bil danes sprejet proračun za 2019, ne, za nekaj 100 milijard, mislim, da gre, ne, proračuna, ne, ki ga je odločilno sooblikoval McCain, menda, ne, v doktrini in tako naprej. Trump je to z veliko občutke za častjo podpisal in niti v eni besedi ni omenil McCaina, ne, ker ga pač republikanci zaradi sovraži, ker je njegov kritik. Ne. So to zelo zanimiva razmerja. In dejansko zredno težko določa tako v Turčiji, kot na Kitajskem, kot v Evropi, kot v Kanadi in vseh teh razmerih, odkje naprej dela nek strateški lobby, mrtvo hladno, kot si ti rekel, ne? Dajmo pogledati, kakšno je ime igre, ne? Do katere mere gre pa za, tako kot je en komentator rekel, Trumpovo osebno egomanijo, ne? Egomaniak, mu je rekel. Ne? Mislim, jaz mi je ta vtis, ne, veš, da gre za egomanijo, ne, je zelo močan, ne, pa hkrati po moji oceni vrljiv, ne, zaradi tega, ker stvari, ki se dogajajo, pa izgledajo impulzivne, kompulzivne, ne vem kaj, mislim, skratka, gre za poteze, pri katerih na silo iščemo psihiatrična ali pa psihološka ozadja, vendar, ne, neko ekonomsko, geostrateško logiko pa vendarle imajo, ne, čeprav ne, so narejene v maniri, v slogu, ki nas navaja na misel, da je treba gledati pravzaprav karakterne lastnosti tistega, ki je te poteze potegnil. Ampak to bi jaz rekel, da je zavajajoče in da gre za, da je treba dejansko tukaj iskati globje logike. Jaz se strinjam s tem, mislim, da je to dost tako naivno bi bilo misliti, da lahko neka deviantna osebnost premika cel svet. Verjetno gre za nek čvrstejši koncept, ki na začetku postavi nekega dobrega igralca, ki pa svojo vlogo zna dobro igrati in Trump dejansko jo zna zelo dobro igrati. Ne. Jaz bi se bolj temu pridružil dejansko. Ne. Seveda pa se vprašati, v čem je ime igre. Se gre vendar za neoliberalen koncept in vendar kritizira ta neoliberalni koncept, ravno neoliberalni koncept. Se nek tip neoliberalizma krega z drugim tipom neoliberalizma, recimo republikanski z demokratskim ali pa če hočeš naftni z kapitalskim ali kakorkoli bi že to hoteli imenovati. Ne. Je pa tako, ne. Zadnjič sem pregledoval svetovne pač televizije, tiske in tako naprej in sem videl, recimo CNN je šel v Daytona in je na nekem shodu bajkarjev, to zapravi Harley Davidson in tako naprej, ne, naredil en tako ad hoc raziskavo, koliko so oni za Trumpa in koliko so proti Trumpu. In bajkarji so bili recimo v 99% popolni navdušenci nad Trumpom. Ne. Ja. Zakaj? Ker bo naredil America Great Again. Ja. Medtem ko Harley Davidson je ravno simbol tega, velike Amerike. Ampak Harley Davidson je ravno pobegnil ven iz Amerike zaradi Trumpa. Ne?
In potem jih je ta novinar postavil pred dilemo, kaj pa boste pol, in so nekateri rekli, ja, bomo videli, eni so pa rekli, bomo pa pač motorje zamenjali. Kaj pa boste pol kupili? BMW, kaj boste kupili? Ne? Namreč ta paradoks, ne, seka na vseh koncih in na koncu ultimativno se račun ne izide. Velike Amerike. Ne? In to je tipičen primer, je Harley Davidson, seveda je polno drugih, ne? In ta nacionalizem na koncu koncev sporoča, da se bo zamejil pač za nacionalne meje, kako boš pa ureval ves svet, če si pa nacionalno zamejen. Skratka, se ne izide. Ne. So pa seveda pozitivni učinki pač v tem, ne. Kitajski vendarle eden mora postaviti ogledalo pa dati mejo. Tukaj je pa pozitiven, ne, lahko, ne, Trump v neki meri. Ne. Ker ne moreš ti na eni strani se sklicevati na prosto trgovino, pa na svobodo trga, pa na svobodo vsega, hkrati pa omejevati uvoz, svobodo govora pa v lastni državi. To ne gre skupaj. Do petka, ne, ko bomo mi dobili novega predsednika vlade, ne, bo ta svet precej drugačen, ne, kot je bil pred letom dvema. Ne. Ja. Pomeni, da dobivamo vlado, vladajočo koalicijo, ki bi morala biti intelektualno dorasla razumevanju novih svetovnih parametrov. Bo to zmogla? Težko bi zmogla, glede na to, da jih poznamo, kakšni so. Mislim, je pa tudi seveda to ene sorte kritika cele intelektualni sreni v Sloveniji, ki v bistvu več ne misli države. Ne? Jaz mislim, da bomo na to državo še kako potrebovali. Ne? Čeprav je res, da odvisnost te države od zunanjih okoliščin je strahovita. Ampak, se veš, cena je pa vedno človeka, države, sistema, družbe pač v tem, koliko imaš ti lastne pobude, ne? Koliko imaš ti lastnega stojnosti, ne? Koliko si avtonoma. Ne? Sej, na koncu koncev, veš, milijonar, ne? Ker zdaj so milijonari tisti, ki so nosilci pomembnosti. Ne? Ampak milijonarjev na svetu je veliko, avtonomnih ljudi pa ne. Ne? In vedno tisti, ki so nosilci moči, spoštujejo avtonomne ljudi. In majhna država, kot je Slovenija, pač mora delati na svojo avtonomnost in tudi intelektualno, v vseh pogledih, kakorkoli že obrnemo. Ne? Mislim pa, da gremo v nek svet, ki ga do zdaj še nismo poznali in najmanj, kar je treba dati glavo ven iz peska in se vzeti koordinate in videti, kakšen položaj sploh je, ne? Kakšen položaj sploh smo. Ne? Ta vlada tega zanesljivo ne bo počela, zaradi tega, ker mislim, da ne zmore. Že to, če bi zmogla sploh na nek način politiki vrniti nazaj čast in dostojanstvo, bi bilo veliko, pa tudi mislim, da tega ne bo zmogla. Tisto, kar pa lahko naredi, pa to, da je relativno nesitna in stabilna, in da omogoča neke okvire, da ne bomo stalno v revoluciji, v teh prekocuških razmerah. Ne. Pričemer pa seveda se jaz ne bi branil niti prekocuških razmer, če bi šlo politično delovanje na škodo javnega prostora pa javnega dobrega. Tako, ne, jaz sem tak paradoksalen vtis, ne, veš, da je šibka vlada lahko do neke mere dobra, zaradi tega, ker omogoča šibkost vlade večjo avtonomijo intelektualne sfere, gospodarske sfere in neka novo vzpostavljena ravnotežja, ki pa so bila od 90-ih let pa nazaj tudi, ne, vedno načeta zaradi tega. Jaz sem zadnjič poslušal neko novico po radiju, ko sem se pelal, mislim, filozofi so začeli sebe marketing delati, namesto da bi filozofirali pa mislili. Ne. Se pravi, na Kitajskem se bo zbralo 5000 filozofov, ki bodo premišljali o človeku. Iz Slovenije sta šla ta in ta, razumeš, in potem ne to, kaj so se zmenili, ali pa to, da so neko epoho obrnili, ali pa to, da so rekli, zdaj so pa neki novi vidiki, ali pa novi priliki. Ne, ta in ta sta se udeležila kongresa, ali pa se bosta udeležila kongresa v Pekingu filozofov, kjer bo 5000 filozofov, ki bodo razpravljali o človeku. Lepo te prosim. Se pravi, filozofija je šla v marketing. Ne? Univerza gre v marketing, namesto da gre v vednost. Ne? In razlike med univerzo in med visokimi šolami so zabrisane. Ljudje usposabljajo samo še za uporabno znanje, za podporo gospodarstva in kaj vse. Vednost sama po sebi ni nič več vredna. Zato jaz verjamem v Ameriko. V Ameriki vednost še vedno šteje. Ne? V
Verjamem tudi v to, da se Evropska unija ne bo pobrala, če se Amerika ne bo pobrala. Ne samo upam, da se bo Amerika nazaj pobrala v svojem pionirstvu, tako kot se ima za pobrati, ker potem bomo verjetno se tudi v Evropi lahko pobrali. V Sloveniji pa žal, ne, refleks vsega tega. Mislim, Slovenija polaga orožje pred civilizacijo, ne, zaradi tega, ker več ne misli, ampak poskuša narediti marketinške službe in dobro plačati za to, da ljudi obvesti, da misli. Ne. V resnici pa ne misli. Ne. Mislim, nismo v rožnatem položaju, sploh ne. Mislim, ta zadnja stvar je to, da bi prodajal pesimizem, ampak da bi optimizem prodajal, mi še na misel ne pride. Dobro, s tem končava za danes. Okay.